Pozdravljeni v novi epizodi Večerovega podcasta in tokrat je vzdušje posebej polno pričakovanja. Powerdance, ki v meni kriči na polno, 24. novembra se namreč na sceno vrača oddaja Poglej in zadeni in danes je z nami Stojan Auer. Lepo pozdravljen. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Namreč večer je bil tudi del, bi rekel, mojega začetka televizijskih oddaj. Jaz sem tu na tej hiši začel svojo pot, tam seveda daljnih 80 letih sem vsako nedeljo bil dežuren, ne? In tu je pravzaprav mesto, kjer se seveda lahko rečem počutim kot doma. No. In posebej v ta namen smo danes skoraj relikvijo potegnili iz omare enega večerka. Bova kaj več povedala o njem kasneje. Bil je zelo pomemben del tvojih oddaj, vaših oddaj. V omari ga je imel naš sodelavec Gregor Grossman, ki je zdaj za kamero, tako da Grega, hvala za večerka. Hvala. Stojan, to je ta noč, ki daje mož spet med nami solzit, tako je pel avizo, oddaja Poglej in zadeni, mislim, da je pela Marta Zore. Piše se leto 2024 in Poglej in zadeni se spet vrača. Zakaj? Potrebujemo malo doze glamurja? Pa glej, prvič ne, zelo sem ponosen, da je ta oddaja še vedno na nek način ostala v spominu. Rušila je rekorde po gledanosti in seveda številni se še vedno spominjajo kot oddajo, ki so jo sprejeli za svojo. Bili vsak petek pri televizijo, rejtingi so bili 65% gledalcev vseh v Sloveniji, ulice so bile prazne in vsak teden podeliti osebni avtomobil, vsak teden imeti svetovne zvezde na odru, vsak teden seveda, bi rekel, tudi poučevati ljudi z nagradnimi igrami. Te nagradne igre niso bile kar tako. Ne. Imeli smo recimo Skriti zaklad, kjer smo odkrivali posamezne lepote Slovenije, njihove kulturne znamenitosti, predstavljali tamkaj živeče ljudi in seveda turistično ponudbo. In najbolj vesel sem bil, ne, ko je že naslednji dan ali pa naslednji teden tisti kraj obiskalo nekaj tisoč ljudi in so potem takoj poklicali in rekli, to je bilo fenomenalno, da ste prišli. Hočem nekaj reči, ne, ni vse bilo v nagradah kar tako, ne, ampak je imelo vse nek svoj namen. Tudi večerko, to so bili zametki nekega kviza, inteligentna vprašanja, nagradne igre, ki so jih seveda tu v uredništvu zastavljali in kasneje seveda so se z njimi soočali gledalci oziroma bralci v studiu, ne, je imelo svoj namen. Torej, mi smo v prvi vrsti seveda poučevali in ker smo imeli ogromno mladih, predvsem pred televizijskimi ekrani, je to bil nek, bi rekel, način tudi izobraževanja, kar najverjetneje ostaja še danes mnogim v spominu. Torej, če govoriva o rejtingu in gledanosti, če se šteje v rejting vseh današnjih slovenskih oddaj skupaj, ne vem, če pridejo na 65%, ampak to so zgolj insinuacije. Odkar je prišla v javnost novica, da se Poglej in zadeni vrača, je v mestu in državi verjetno završalo, toliko enih govoric se je pojavilo, zdaj pa ne, poveva vse, ali gre za enkratni projekt, kje bo, ali bo kje v televizijskem prenosu, tak ful nas vse zanima. Pa dobro, zdaj se veš o tem, kaj je na televiziji zvečer, kaj ljudje dobijo ob vikendih, o tem ne odločam jaz, pa tudi ti ne, ki se ukvarjaš z televizijsko ponudbo kot, bi rekel, dober kritik. Ampak o tem odločajo odgovorni ljudje, torej tisti uredniki, ki imajo za to funkcijo, ki so seveda na teh mestih pristojni. Zdaj, jaz sam bom seveda vesel, ne, če bo kakšna želja tudi pri urednikih, ne samo pri gledalcih. Toliko bolj sem povesel to, kar si zdaj rekel, ne, če bo seveda gledalci želeli to videti na televiziji, potem jaz ne vidim razloga. Mi smo seveda odprti za kakršnokoli sodelovanje s katerokoli televiziji. Lahko rečem, da smo včeraj dobili prvo ponudbo in smo dobili tudi prvi dogovor, ampak nažalost ne za eno od slovenskih televizij, ampak bodo gledali Poglej in zadeni 24. novembra tudi gledalci v Vietnamu. Oh, wow. Tako da 100-milijonska država, takoj so bili za, ne, torej jaz sem strašno vesel, da se tudi takrat, ne, je to oddajo spremljala Makedonija, spremljali so bivše Jugoslovanske republike, jaz sem prišel v stadion na Tuzlo, 30,000 ljudi me je tam pričakalo. To so bili, veš, momenti, ki jih težko človek pozabi. Ne. Torej, zdaj, če bomo v Vietnamu, je to torej veliki preboj Jana Plestenjaka na mednarodno sceno, ne, ker vemo, da dobro, ja. Gostov, ne. Ampak on je zagotovo ikona, ne, ki jo jaz spoštujem, tudi on je bil pri meni, ne, tako rekoč naš produkt, z njim smo seveda naredili veliko oddaj, jaz sem verjel v njega od prvega dne in
tako sem res ponosen na to, da je moje uspelo. Takrat je še očala, pa mislim, da ful več obrvi kot dan. Bil je mlajši 30 let, ne, kar je na koncu koncev seveda prepoznavno na vseh nas. Ne. In zdaj, če še govorimo o teh razlikah v letih, ne, toliko bolj sem vesel, da bom po skoraj 30 letih na odru spet gostil tudi plesalke Plesne šole Kazina. Takrat so bile stare okrog 20 let, ne, jaz sem bil tam nekje proti 30. In zdaj, ko sem jih poklical in sem rekel, punce, spet bi rad, da to naredimo, ne, da pridete na oder z mano, da to še enkrat obudimo, ta nepozabni feeling, to nepozabno druženje, ki smo ga leta in leta imeli. Takoj so bile za. Včeraj sem na mojem Facebook profilu objavil tudi prvo fotko. Sestale so se v Ljubljani, vseh 12 punc bo zdaj začelo vaditi. Ne. So še dovolj prožne. To bomo videli, ne. Ampak tako, ko se vidi na fotki, izgledajo odlično, fenomenalno. Ne. Da leta se jim dobro dela. Ampak si lahko misliš, iste punce po toliko letih ponovno na odru z menoj. Izjemno. Zbrali ste tudi kar lep del stare ekipe okrog sebe, vem, da zdaj krizni sestanki, bojni sestanki se že vrstijo. Dragica Petrovič je zraven, legendarna producentka. Ja, vsi, ne, domala vsi, ki so še, bi rekel, aktivni, nekaterih žal ni več, jaz se vedno znova na vse te spomnim, ne. To so nepozabni členi moje ekipe in to sem jaz bil, ne, najbolj na nek način žalosten, ne, ker nagrade sem sicer dobil jaz, ne, ampak veste, televizija je produkt ekipe. In ekipa kot ekipa ni nikoli dobila nagrade, ne? Vsaj v Sloveniji ne, zunaj da. Kar sem jaz bil zelo razočaran. In zdaj, ko gledam, ne, kam so vse ti fantje, ki so takrat začeli z menoj, prišli, torej prvi vrsti, ne, mi bomo oddajo snemali z reportažnim avtom, ki razvedrilne oddaje, takšne kot bo zdaj, nikoli takšnega avta v Mariboru ni bilo. Prihaja 12-metrsko vozilo, ki dela najbolj zahtevne televizijske projekte v Evropi. Mnogi se najverjetneje v Sloveniji sploh ne zavedajo, da naši Slovenci, naši fantje pripravljajo oddaje za CDF, za vse največje evropske televizije, ne? Medtem ko seveda doma, ne, delajo toliko manj, ne. Zdaj, zakaj, je drugo vprašanje. Drugič, prihaja recimo Ledbol ekipa, naš pokojni Igor Pristolnik je bil z mano od prvega dne, torej jaz sem ga v bistvu vzel v ekipo še takrat, ko so oddaje bile iz studia TV Maribor. Danes je to ekipa, ki postavlja največje sejme v Evropi z sliko in tonom. Hkrati pripravlja največje koncerte v Evropi. Zdaj se dogovarjajo za, bi rekel, Robija Williamsa, ki prihaja kot Vešo Šladming, ne. Ampak še enkrat povem, to so Mariborčani, seveda Slovenci, ki to delajo. In na koncu tudi postprodukcija, ne, Šovtek, prav tako iz Maribora, ki dela, snema filme za arabski trg, televizijske serije. Tako, Moj čarodej Daniel, ne, in zdaj dela seveda tudi VAR projekte za Ligo prvakov. Pa to so fenomenalci, ki so zrasli iz oddaje Poglej za dne. Še bi lahko našteval, če bi se čas dopuščal. Še zna Dani Gorjup, kaj iz rokava potegniti? Pa to bo največja finta zdaj, kaj bo vam midva zdaj tam storila. Ne, imava že dogovorjeno, da greva dvakrat skupaj na oder, ne, da bo v 2 delih tudi, to bo njegov prvi nastop po toliko letih, on se po tistem več ni podajal na oder. Ja, zanimivo bo, ne. To, kar zdaj govorimo, ne, polno enih presežkov, a ni festivalna dvorana malo mala za tak projekt? No, to je pa zdaj drugo vprašanje, ne, ker, saj veš, Maribor je pač tako, kjerkoli zdaj potrkamo, vsi bi svojo prišli na oddajo, ne, vsak bi imel karte za ston, sponzorjev praktično ne moreš dobiti, ne, vsaj zaenkrat, če nimamo praktično nikogar, ne. In tako je bilo tudi takrat, nekoč, ne. Ampak, saj veš, dvorana Tabor stane ogromno denarja, ne, samo najem, treba je seveda biti tam vsaj nekaj dni prej za tako ekipo in seveda tako tehniko, ki prihaja. Pri meni v naši dvorani to ne bo problem, pa stroško tudi ne bo bistvenih, ne. Hudič pa je, ne, ker so pričakovanja tako visoka, ne, Letvica je bila postavljena izjemno visoko, gledalce ste razvadili do onemoglosti. Kako pravzaprav izbrati nastopajoče za en tak comeback show? To je bilo nekaj najlažjega, namreč
malo smo pogledali stare posnetke, malo smo pogledali stare fotografije, kdo je bil takrat, pride zdaj, ne. In izbrali seveda nek nabor za seveda 2-urni šov, ki se zdaj obeta. Pravzaprav bosta to 2 oddaji. Prva oddaja bo seveda tista, kar bo na odru vidno kot nekoč Pogled zadeni, in druga oddaja bo to zakulisje, ne. Kako se to pripravlja, kdo je vse sodeluje, kako v bistvu razmišljajo ti ljudje, kar mi takrat seveda nismo naredili, bomo pa tokrat, ne, kar bo še posebej zanimivo. Hkrati pa seveda bomo tu več časa posvetili tudi nekim intervjujem nastopajočih, ki bodo seveda skozi drugo oddajo obujali spomine. Namreč ta prva oddaja, ne, bo izredno tekoča, tako kot je vedno bilo. Nam se je vedno strašno modilo, da je to bilo seveda čim prej v enem hudem tempu, ne, da so seveda minute šle skozi, ker smo bili zelo omejeni na čas. Veš, da je bilo 90 minut, včasih so nas šefi celo rezali, ne, ker sem bil 3-4 minute daljši, ampak glejte, tako je pač bilo. A obstaja kak skrit joker v rokavu, ki ga mogoče ne boste razkrili? Pa jaz mislim, da bo teh jokerjev še kar nekaj. Zdaj seveda najavljam nekaj imen. Ravno danes sem najavil tudi Severino, ki je še posebej, bi rekel, se veselim. Tudi ona je bila od tistih prvih dni v naši oddaji, ne. Seveda, tudi kakšni tujci še pridajo. Odvisno je seveda tudi od, bi rekel, drugih momentov, ne, ker recimo jaz sem govoril z eno Olgo, ne, pevko Korono, spomniš se komada This is the rhythm of the night, ne, ona je tako rekla, jaz pridem, ne, strašno rada, ne, ampak glej, se veš, jaz sem zdaj poročena, imam moža, ne, 2 letalski karti iz Ria de Janeira do Maribora, ne, business class, ne, sej, malo poglej, koliko to pride, ne, in smo takoj na toliko in toliko tisoč evrih, pa sploh ne gre za honorar, da se razumemo, ne, tako da, ja, ne, bomo videli, kako bomo lahko pa to, čeprav se še enkrat povem, če bodo tudi kakšni sponzorji, potem bo najverjetno lažje. V starih časih bi zdaj na oder prileteli Måneskin, ne? Ja, najverjetno, da, ja, seveda. Za nekoga, ki je odraščal v 90-ih, recimo tako jaz, ki sem klasičen 90s kid, bi temu rekli, je bila ta oddaja eno tako svetišče, zabave, blišča, ne, ob koncih tedna. Zdelo se je kar nekaj, da je vse mogoče, čeprav je država bila pravzaprav nova, malo si da sploh ni vedel, da Slovenija obstaja, kje smo, verjetno še kdo misli, da je vojna tukaj, ne. Kako je bilo sploh mogoče pripeljati vse te mega svetovne zvezde v en šotor na Tezno, kar danes zveni ful slabše, kot je bilo takrat, ne, ampak ne najdem odgovora na to, zakaj je takrat šlo in zdaj ne. No, sej, še enkrat, ravno to je dejstvo, zakaj smo se mi odločili, da gremo v to, ne. Namreč, kamorkoli prideš, vsak reče, ja, si takrat je bilo to lahko, ne. Danes pa to se več ne da, ne. Govorim zato, ker ta trenutek gledalke in gledalci pač imajo v ponudbi na televizijah, ne. Ni res. Vse se da, če je volja, ne, in če je želja. Bistvo je samo, ta energija, ki jo je treba vložiti v vsako oddajo, ne, zdaj bolj ali manj so mnogi voditelji pač, saj veš, brezskrbni, ne, sedijo, tam imajo neko ekipo, ki jim priskrbi goste, napišejo jim tekste, ne, in to je pač pol neka oddaja, ne. In se večer zapolni. Če pa je seveda zadaj neka energija, se pa vse da, ne. Tudi največje zvezde lahko spet prihajajo in to mi nihče ne bo rekel, da se ne da, ker čisti dokaz za to, da se da, po 24. v Mariboru pa še televizije sploh praktično nimamo. Obetavno. Se še spomniš svojega prvega gosta? Ja, ker mislim, da bi to lahko bil Werner, pa ne. No, Werner je bil, veš, imeli smo v oddaji neke zametke teh talentov, ne. Namreč jaz sem takrat že govoril o tem, da je to neka prihodnost televizije, da televizija predstavlja nove talente in da ljudje pol seveda te talente ocenjujejo, bodi si jih sprejmejo, bodi si jih zavrnejo z nekimi glasovi, ne. In jaz sem potem v tej oddaji Pogled zadeni imel vsak teden rubriko Zvezdni prah. Ljudje so lahko glasovali za te, ki so seveda tekmovali ali pa se predstavljali, vsak teden je bil samo eden, ne, ker več minutažno nismo mogli. In potem smo imeli zmagovalca meseca pa zmagovalca leta. Ne, in to je bil zametek tovrstnih šov. Jaz sem kasneje, potem, ne, tam v začetku 2000 leta, ne, delal oddajo Bodi dol, ki je danes na nek način nek zametek talentov in vseh ostalih, ne, tovrstnih šovov. In že takrat so bili rezultati neverjetni, ne. Zmagal je v prvi sezoni Peter Janoš, ne, na eni mali lokalni televiziji.
In takrat je bilo 100,000 klicev ljudi, ne, in to potem je seveda vzbudilo, bi rekel, zanimanje tudi velikih televizij in danes imaš te šove po 30 letih ali pa po 25 letih, seveda še vedno, ne. In ravno Werner je bil eden izmed tistih, ki je nastopal v Zvezdnem prahu s pesmijo Valentinovo. Tako da, to je bil njegov prvi nastop, odličen nastop, on je bil seveda meni zavedno, bi rekel, tak simpatičen, bi rekel, gost, ki sem ga vselej rad gostil. Takrat, če ni bil v teh belih kopalkah. In takrat, če ni bil tako kot danes. Razbohoten. Oddaja Pogled za tenis je začela kot v mnogo manjšem obsegu, kot se je končala, ne, torej niz nagradnih iger, glasbe. Kaj je bila tista ključna prelomnica, iz katere, ko je iz ene relativno povprečne zabavne oddaje nastal ta mega show, poln vsega, en tak TV eksces tranzicijski, ne, ga je kdo opisal vesolje zase? Neč, sej pravim, ne, prvo smo bili v enem malem studiu, ne, potem so nas ljudje hoteli videti, tako kot danes, ne, se ta ista zgodba ponavlja, številni bi želeli priti na to oddajo, ne, videti to, kaj bo se zgodilo tam, ne, eno je seveda gledati to po televiziji, eno pa je seveda biti v živo, ne, videti marsikaj, kar je očem skrito preko kamer, ne, biti del tega, ne, biti del tega vzdušja in kar je še posebej, ne samo oddaje, ki jo pač ljudje gledajo, ne, biti tudi del pred oddajo, ne, mi pripravljamo tako zvani red carpet, ne, pred festivalom Dvorana Lent bo stal velik šotor, kjer bodo ljudje prihajali, zunaj bo vse osvetljeno, ne, takšnega dogodka v Mariboru ni bilo, ne, vsaj zadnjih 20 let ne. In kar bo še bolj zanimivo, bo pa afterparty, ne, ker bomo vrteli glasbo vseh teh nastopajočih, ki so leta in leta bili, in tam bo seveda tisto, kar bo po mojem še dalo dodatni čar, ne, in biti del tega, ne. Menim, da je to nekaj, kar si bo še marsikdo želel. Tisti, ki pa bodo, pa najverjetneje tega nikoli ne bodo pozabili, ne. Super. Jaz recimo še danes nisem prišel prav k sebi, ne, da so pri nas nastopali, ne vem, Cotton Jack, Backstreet Boys, NSYNC, Kelly Family, La Bouche, zdaj že pokojno Melanie Thornton, ne, Erotic, DJ Bobo, Gloria Gaynor, LaToya Jackson, več kot 200 jih je. Ja, noro. Kako je bilo delati s takimi kalibri, mislim, zvezdami? Po mojem, velike zvezde prinesajo tudi veliko muh. Ja, no, ampak večina njih je bila fenomenalna, recimo, ker si pač omenil vse te zvezde ameriški so bili takšni, recimo Toto Cutugno, ki ga nažalost tudi ni več, ne. Jaz ga nikoli ne bom pozabil, imam ene take lepe spomine. On je bil voditelj italijanske televizije Rai Uno, vodil je oddajo Domenica in bil je strašno popularen v tistem času, ko je prišel do mene, tudi vsa Italija, vsta del Evrope ga je seveda spoštoval in cenil. In ko je prišel k meni, ne, veš, menedžer mi je napisal, kakšno hrano moramo za njega pripraviti, ne, to neke posebne stvari, pa neke posebne pijače, jaz pa tega sploh poznam. Ne, prvo neke zmesi moramo dati not, pa malo bazilike, pa tega, pa kaj sem, kakšnih začimb vse. In pol jaz njega peljem tu na Krvavico, ko smo šli proti Radencem, pa domače zelje, pa gor domače ocvirke. Pa to nam je švet. On ni mogel tega prehvaliti. Je rekel, da tako dobro še življenje ni jedel, ne. Ampak kaj hočem reči, ne. Veš, vsi ti veliki zvezdniki so bili bistveno bolj preprosti, bistveno bolj dostopni, kot pa morda nekateri, ki so bili manjše zvezde, ne. In to je tisto, kar mi je ostalo vedno v spominu. Z največjimi zvezdami smo imeli najmanj problemov. Kaj pa ti takrat res super zvezdniki, recimo, ne vem, te fantovske skupine, ki so lomile dekliška srca, dokler se niso člani vrnili domov k svojim tipom, običajno, ne? Kako je bilo z njimi delati, kje so spali v Mariboru, ne vem, pa zapaj tudi varnostni problem, ne? Ne, varnostnikov je bilo vedno pri nas ogromno, ne? Ker na koncu so te punce, ne vem kako, ne, zvedle, včasih tudi po 2-3 dni prej so že bile pred prostorom oziroma studijem, kjer smo delali oddajo. Recimo v Domžalah so 3 dni prej bili na tistem polju, zunaj pred Tentenom, že vse šotori, ne, vse je že bilo 3 dni prej, ne. Seveda, za nas je bil pa to velik zalogaj, ne, ker karkoli se je tam zgodilo, dekleta so nekatera padala v nezavest, a veš, to so bile vse, bi rekel, velike odgovornosti za nas, ne. Torej so morali reševalci. Ker karkoli bi se komarkoli tam kar zgodilo, ne, veš, da bi bila odgovornost na nas, ne. Ampak ja, vse to smo, in zato še enkrat povem, kako pomembno je, da imaš ti dobro ekipo, ne, ki skrbi za vse te malenkosti
In podobno je zdaj, ne? Mi se zdaj tudi ukvarjamo, kako bomo te goste sprejeli, kako bomo jih, kdo bo skrbel za nje, ne? In zato sem toliko bolj vesel, da pridejo spet v oddajo tudi nekatere moje, da rečem temu, asistentke, ne? Ki so bile takrat sestavni del, recimo, ne vem, Stančka Šukale bila ena takšnih, Vanja Varl, ne, pa Lučka, pa kar nekaj teh deklet, ki so takrat bile seveda top, ne, so bile misice, dobro pa zgledajo še danes, so se bile kot tisti pričali, ki bodo seveda prišli k nam. Oddaja je bila tudi ena zanimiva odskočna deska, takrat se spomnim za Janjo Sodja in mnogi so že pozabili, da je tudi Pija Zemljič začela v tej oddaji. Tako je. A pridete? No, Pijo smo povabili, zdaj kar nekaj smo jih takšnih povabili, ne, zdaj nekateri so se že odzvali, nekateri upam, da se še bodo, ne. Skratka, če bi tako rekel, no, od vseh, ki smo jih povabili, zdaj že približno 80% ljudi reklo, da pride in že samo ta nabor, ne, bo seveda za nas kar precej velik, ne, torej v številu je to že kar precej velika številka, ampak se pravim, ne, gre za nas, ki smo to oddajo ustvarjali, sem toliko bolj vesel, da jih bomo po toliko letih videl, ne. Od prve do zadnje osebe, ki je bila z mano, včeraj smo recimo videli Tomaža Brsana, ki je prišel iz nekih drugih držav. To je en tak topel objem, ko človeka vidiš po 25 letih, ne. In seveda, pol se zapleteš v pogovor, kako je bilo takrat in kako je danes. Vi ste takrat, recimo danes, ko gledamo te slovenske kvize in oddaje z nagradami, so nagrade relativno skromne, recimo tudi milijonar ne podeli milijona, ne. Vi ste takrat vsak teden podelili avto, ponavljam, vsak teden podelili avto, ne. Kako je bilo to sploh mogoče? Še enkrat vse je mogoče. Jaz še danes mislim, da je tudi za to oddajo mogoče podeliti veliko nagrado, ne. Ker na koncu koncev to je vse stvar neke spretnosti, vse stvar neke pripravljenosti, da ti greš do ljudi, da se pogovarjaš z njimi, da najdeš, bi rekel, neko solucijo tudi za najbolj zahtevne sponzorje. Na koncu pa imajo tudi sponzorji potem seveda od tega veliki efekt, ne. Saj ne gre samo za to, da pač nekaj dajo, gre predvsem za to, da tudi potem, recimo konkretno avtomobilska znamka, ki je meni dajala vsak teden avtomobil, je bila potem druga najbolj prodana avtomobilska znamka v Sloveniji, ne. Torej, nenormalen velik je bil pa tudi učinek, ne. Tako da dobro se vedno z dobrim A ste kdaj prešteli, koliko avtov ste razdelili po Sloveniji? Ogromno, še zdaj mi nekateri pridejo, jaz sem pa dobil avto, veste. Se pa spomnim, ene manj prijetne zgodbe s temi avti, pa ne vem, ali je to tračal, ne? A niso eni takrat, nek cirkus je bil, da so eni dobili, mislim, da rabljen avto, ali nekaj takega, ne? Ena je dobila, to nam nikoli pozabil, ena je dobila, torej, mi smo v oddaji imeli Belika, ne? In smo rekli, ta avto je zdaj vaš, ne? Pol pa seveda, ker je to nek postopek, ne, čez 14 dni slavnostna podelitev in je prišel rdeči, ne. A je rekla, tega pa jaz ne bom, jaz hočem belega, tašnega, ko ste mi ga vdaj dali, ne, ampak dobro sej. Bil je avto, za božjo voljo. Sklepam, da je za eno tako ogromno oddajo bil tudi en ogromen marketinško-finančni mastodont, po mojem, ne povem, se en kup ljudi ukvarjalo s tem, in se je tudi obrnilo en kup enega denarja, ne. Glej, sej to je ravno to, ne, Televizija Slovenija je takrat, zdaj seveda razkrivam neke finančne podatke, za tiste čase, ne, v eni oddaji zaslužila tudi po 200 do 250 tisoč tedanjih evrov, ne. To je bilo takrat toliko več, kot je danes, ker je bila cena sekunde bistveno nižja, ne. Seveda, zdaj, če to preneseš v številke danes, ne, je to toliko več, ne. In kaj hočem reči, ne, marketinško je seveda dobra oddaja, ne. Lahko odličen produkt za televizijo. In mene srce boli, ko gledam danes izjave sicer mojega dobrega znanca in prijatelja, ki ga tudi spoštujem, Zvezdana Martiča, ne, ki je zdaj prevzel to funkcijo generalnega direktorja in je izjavil, da mora za plače najemati kredit, ne. Mene srce boli, ker na koncu koncev brez dobrih televizijskih oddaj, ne samo naša nacionalka, ampak katerakoli televizija, praktično ne more preživeti, ne. In to je edino, kar pač morajo dati. Ljudje to seveda gledajo in sprejmejo, ali pa tudi ne. In hkrati so seveda zraven tudi veliki sponzorji. Ko sem bil šmrkavec in so na odrstvu, pa nisem bil v dvorani, žal, ko so na odrstvu bili Backstreet Boys, ali pa takrat, tako da bi bila, ne vem, zdaj bili
Taylor Swift na odru, ne, sem rekel, pa koliko stane, da na tezno pripelješ Backstreet Boys, in sem rekel, enkrat v življenju bom vprašal Stojana, Še enkrat, ne, tukaj ni šlo za nekaj denarja, ne, ker tega denarja mi niti nismo imeli, pa ga tudi danes nimamo, ne. Tukaj je šlo za neke druge naveze, ki smo jih pač mi imeli, ne. Jaz sam recimo se spomnim, kako smo povsem na nek, rekel, simpatičen način pridobivali goste v oddajo, ne. Jaz sem recimo gostil, ne vem, Tonija Hadleya iz skupine Spandau Ballet. Spandau Ballet so legende teh, rekel, glasbe iz 80-ih, 90-ih, ne, in mi dva greva pol na večerjo, on je bil 3 dni pri meni, ne, ga peljem, vse ga malo napijava, vinski kleti, tudi odlično vino imamo mi. Veš, v Veliki Britaniji vina niso ravno kar tako za vogalom, ne, bolj pivo, ne, ampak on je ljubitelj vin. No, in jaz njemu pol povem, rečem, glej, pa dej, če imaš koga poznanega, ne, da bi mi še ti malo pomagal, da bi še skjer ga pripeljal v Slovenijo. On je zavrtel par telefonov, je rekel, glej, jaz sem zdaj tu, pridi, ne bo ti žal. Kar telefon mi je dal, sem se kar jaz potem dalje pogovarjal, in tako je to v bistvu ta naveza šla. Še enkrat. Tako malo pa domače, ne? Ja, ampak vse je bilo na tem, veš kako, ne, dobrem odnosu, ne. Tako, kot si prej omenil, ne, ogromno je bilo teh Američanov, ki so prišli, recimo, konkretno NSYNC, ne, pa Justin Timberlake, ne, največja zvezda danes, ne. Ja. Ko smo mi njih peljali na Pohorje, in ko so se oni smučali, oziroma niti se niso znali smučati, smo jih sankami dol peljali, pa za njih je bilo to nepozabno doživetje, veš. In to so stvari, ki jih tudi najverjetno oni niso. A so se z gondolo peljali? Ja, seveda. Tako, če se peljete z gondolo, sedite mogoče v isti kabini, kot je... Zdaj več ne, no, zdaj ne vozi. Ne. Zanimivo. Zagotovo gledalci nismo videli vsega. Ne, videli smo lepše, manj dramatične, bolj zloščene reči, ampak zagotovo se je kakšna sočna zgodba, kdaj je zgodila tudi v zakulisju. Pa smo zdaj že dovolj stara, da kakšno razkrijemo, kako zanimivo. Pa gled, jaz bi lahko temu knjigo napisal, ne, kaj vse smo imeli, ne, vse veš, veliko ljudi, veliko čudi, bi temu rekel. Ampak ja, ne, zdaj, da bi mi kar tako v spominu bila, kjera bi moral res premisliti, no, ampak ja, glej, sej, na koncu bo tudi tu, zdaj na tej oddaji, najverjetno kar nekaj takih situacij, ne, ki jih človek ne predvidi, ne, pri toliko velikih različnih gostih, ki seveda pridajo. In pa seveda, bi rekel, na koncu tudi tehnike, ne, ki včasih ne, naredi, bi rekel, ima možnost kakšne napake, ne, in teh napak je bilo kar nekaj, ne, se spomnim, ko sem bil v Cankarjevem domu, štartala je oddaja, prenos, zraven mene 12 kandidatk za Miss Slovenije, in v scenariju, ki sem ga napisal, je bilo tako, da uvodoma igra in pleše orkester, plešejo na odru plesalci, in v nekem momentu se mi, jaz in 12 najlepših deklet v Sloveniji, počasi v Cankarjevem domu dvignemo na oder prizorišča. Pričakoval sem seveda pol tudi nek velik, bi rekel, ko se mi ustavimo, aplavz, ne. In seveda začne prenos, vsi gledalke in gledalci so to spremljali. Orkester igra, plesalci plešajo, ne. Mi smo bili pa spodaj še, ne, in smo čakali, da nas bo Cankarjev dom dvignil gor, ne, ker ta oder je bil premičen, ne. In je tehnika odpovedala, ne. In mi nismo mogli gor, ne. Zdaj kaj, ne. In kaj boš zdaj naredil, ne. Tako da, ja, ne, teh momentov je še bilo ogromno. A je bil kdo zelo zadet od teh zvezdnikov? Ali je to bolj stvar novega tisočletja? Ne, nikoli nismo imeli teh težav. Res pa je, da so bile po oddaji preko res slušne zadeve, da smo včasih ostali tudi do jutra, ne. Ne samo mi, ampak celotna ekipa, ki je vedno znova znala se poveseliti, če smo seveda bili v kakšnem večjem mestu, manjšem mestu na gostovanju. Logično, tam so nas prejeli domačini, nam veliko zadovoljstvo pripravili ta after party, mi smo vsega zelo radi udeležili, pa dobro, tam si tudi kakšen kozarček spil. Ti after party so v bistvu čas kar legendarni, jaz sem bil žal premlad za njih, nikoli si ne bom odpustil tega, ampak... Bo pa zdaj spet, ne? Zdaj pa nisi premlad. Zdaj lahko padem, ne? Če mi naštevala seznam vseh nastopajočih, bi se zdaj lahko 2 uri pogovarjala. Čez 200 tujcev, ne, kar je svojevrsten fenomen, zdaj seveda ikone, ne samo teh tedaj popularnih, ne, ampak smo gostili tudi ikone
60-ih, 70-ih, Mango Jerryja, to so bile osebe, veš, ko... Middle of the road. Middle of the road. Plattersi so bili. Ja, The Brotherhood of Man, zmagovalci Eurosonga, taki Ricky Poveri, Sara Perchetti, in taki. Ne, Čaka, so bili Ricky Poveri v Mariboru? Ja. Tako da vse to, ne, smo gostili ob ikonah 80-ih, največjih zvezd 80-ih let, pa vse do tistih, da rečem, najbolj popularnih, ki so bili takrat na aktualnih lestvicah. Ne. Ta nabor je bil strašno velik, hkrati pa seveda tudi kultne, bi rekel, ikone, tedaj klasične glasbe, recimo Latina, Gypsy Kings, klasike, recimo Vanessa May in vsi ostali, ne, ki so bili tedaj, bi rekel, zelo, zelo popularni v svetu, pravzaprav vse države bi si jih želeli. No. Če smem zdaj malo lobirati, Ricky Poveri so trenutno izjemno popularni, Sara Perchetti Amo je v bistvu pesem, ki se je na veliko vrnila, ki je obnovila svet. Se teh pesmi še zdaj prihaja vedno več, se jim na koncu skladbe so v bistvu bolj ali manj priredbe tistih hitov od tedaj. Povabite. Težko si je zdaj kaj novega zmisliti. Ja. Povabili ste marsikoga, ampak koga pa tudi ni uspelo pripeljati, Katere so tvoje te rak rane iz preteklosti? Pa od vseh, ki sem jih želel pripeljati, je bil Michael Jackson. Namreč Michael je bil zame in je še vedno največja ikona svetovne glasbe. Jaz sam sem ga seveda kar nekajkrat imel možnost, priložnost videti tudi v živo. Moja največja želja je bila, da ga pripeljem v Slovenijo. No in daljnega leta, mislim, da je bilo 94 ali 95, se je zgodilo ravno nekaj, kar je bil meni, bi rekel, še en tak moment, da se mi je vse skupaj srečno poklopilo, s tem rečem. Znači, jaz sam nisem mogel do menadžera Louisa, to je bil njegov od Michaela Jacksona menadžer, tako debel črnc, zelo tak fascinanten, res fascinantna oseba. Kadarkoli sem hotel nekaj njemu, ko smo pač imeli to priložnost, ni bilo možnosti, ampak ja, no in potem neki dan je pač menadžer od Michaela Jacksona angažiral kot predskupino na evropski turneji Michaela Jacksona DJ Bobota. In takrat se je pa začelo, ker vemo, da je bil DJ Bobo naš stalni gost, rečem naš hišni band, dolgokrat je prišel in jaz sem ga strašno spoštoval. A je bilo mesto to všeč? Vse skupaj, tudi mi, na koncu, ker smo vedno znova za njega fajn poskrbeli in vedno znova je bil tu res sprejet. Torej, jaz sem ga zdaj povabil na ta jubilejni dogodek, nažalost je na azijski turneji, tako da ga seveda zdaj ne bo, ampak napisal pa je, tudi z njegovega menedžmenta, da bo seveda z velikim veseljem prišel, če bomo to še kdaj naredili. Mora se pa iz Vietnama javi, za vietnamske gledalce. Tako, se bomo videli kako. Če pa daleč od Jacksona pa nisva bila, mislim, niste bili, Latoya Jackson pa je nastopila. Ja, njegova sestra pa definitivno, ona je tudi bila takrat, se veš, del te družine. In če druga se zdaj tolažim s tem, ker takrat je Michael že pristal, da pride, torej management je že poslal faks, da bo na naši oddaji, na kateri smo zbirali sredstva za pediatrično kliniko v Ljubljani. Mi smo ogromno enih, bi rekel, sredstev zbirali za projekte, na koncu v stadionu Ljudski vrt. Moj finale je bil, vsi skupiček je bil zato, da smo kupili stole, tiste plastične, včasih na stadionu Ljudski vrt, preden se je seveda gradila ta tribuna, oziroma vse te 3 tribune, je bil čisti beton. In mi smo z mojo oddajo zbrali sredstva, da smo kupili plastične stole za preostale 3 tribune. No in Michael bi takrat prišel, žal pa tedanje vodstvo temu ni dalo zelene luči, oziroma je nasprotovalo, češ da je pač Michael neke vrste pedofil in da takšni ljudje na naši televiziji nimajo. Torej bi skoraj mi imeli pediatrično kliniko Michaela Jacksona v Sloveniji, če bi vam takrat zbral eno. Dobro, glej, vsaj pravim še enkrat, bilo je veliko momentov, ki so bili pozitivni, več, ki je bilo negativnih, ampak jaz sem se skupaj veliko to sprejel z težkim srcem, in malo kasneje sem tudi rekel, da se tega več ne grem.
obstaja na svetovnem spletu obstaja ena taka dolgoletna teorija zarote, da sta Latoya Jackson in Michael Jackson bojda bila ista oseba, ampak po mojem lahko potrdiš, da nista bila. Ne, to pa zagotovo, ne. To pa lahko jaz potrdim. Popolnoma tudi različna karaktera. Tudi Celine Dion, mislim, da je ena taka velika želja takrat. Ne? Ja, Celine Dion smo bolj ali manj, se pravim, v Kranju sem imel eno odlično ekipo, moj sodelavec Ičo in njegova sestra sta veliko pripomogla k temu, da so bili tuji gostje tudi pri meni na odru in takrat smo v Kanu srečali Celine Dion. Že takrat je seveda bolehala, ne, ona je bila, ne boš verjel, ne, ko smo imeli z njo kontakt, je vedno samo šepetala, ne, niti ni glasno govorila, ne čuvala glas za nastop zvečer. Na nek način smo takrat že bili zelo, zelo blizu, ne, da bo prišla, ampak je potem njena bolezen to preprečila. Ne. Vidiš, njena bolezen še danes vztraja, ne, in jaz si želim seveda vse dobro. Torej, nekdo se je dejansko po telefonu pogovarjal z Celine Dion? Ne, bili smo skupaj v Kanu. Ona je bila tam na tem glasbenem festivalu, mi smo bili seveda prisotni na vseh teh večjih dogodkih, kjer so te zvezde prihajale in tudi na ta način prihajali z njimi v kontakt. Zanimivo. Oddaja se je kasneje po Poglej in zadeni pa imenovala v Planet in se potem preselila na Pop TV in postala Super Pop. Tako je. Ja. Potem pa jaz sem potem se odločil, ne, da po desetletju ne delam več televizijskih oddaj. Ampak je bila to tvoja odločitev? Ja, to je bila delno tudi moja odločitev, no, nekako smo prišli do nekih zaključkov, ne, ker na koncu koncev vse veš. Sliši se morda zelo enostavno, ampak biti vsak teden na televiziji pomeni, da se odrečeš svojemu privatnemu življenju. Ne, jaz sem se. To ni bilo enostavno, ne. Biti, bi rekel, tako močno izpostavljena javna oseba in seveda ti ta, bi rekel, medijska prepoznavnost prinese veliko dobrega. Če greš mesaru, ti da boljši kos mesa, ne, pa ti reče, vse tebe pa poznam. Ne. Imaš pa potem seveda ogromno takih, ki ti seveda to zavidajo in ti, kjer se le da škodijo. Ne. In Maribor je še eno tako mesto, ne, ki nikoli ni maral ljudi, ki so uspeli. Spomnim se, ko sva sedela pri meni v studiu, ker je prišel kot gost z človekom, ki sem ga sam zelo spoštoval, govorim o Tomažu Pandurju. In takrat sva seveda v enem pogovoru, ne na televiziji, ampak seveda zadaj za kamerami, ne, se pogovarjali o tem, kje v bistvu midva sva. Ne. On je uspešen iz Dunaja, iz Amerike se vozijo v Maribor na gledališke predstave, jaz pa na televiziji iz Zagreba, iz Graca, iz povsod prihajajo ljudje k meni na televizijske oddaje. Ne. Vendar pa sva ugotavljala, ne, da je mesto kot tako seveda imelo že takrat zanj in zame ogromno enih tistih, ki so nas želeli, bi rekel, privošli to nevošljivost. In poglej ga zlomka, ne. Mesto je njega bodi si bolj ali manj izgnalo, tudi jaz sem imel kar precej težav. Šele ko je umrl, smo mu seveda postavili nek, da rečem, spomenik, ne, ali pa ga začeli spoštovati in bojim se, no, da bo tako tudi z mano. No. Tvoja hči Sandra Avrem je nekoč rekla, ko smo se pogovarjali o tem obdobju, je rekla, veš, kaj je bil takrat moj foter, ne? Je rekla, to je bil predsednik, to je bil moj foter, ne? Ja, no, se pravim, se politika je bila tista, ne, ki, veš, v tistih časih še posebej ni dovoljevala nekih zvez, ne. Moram biti nek Aver bolj popularen, kot pa nek politik, to je logično, ne? Še danes je tako, ne. Čem se to nekomu zgodi, bo seveda problem. Poglej si lestvica priljubljenosti, boš videl, ne, kdo so prvih 5, ne. Kako pa krotiš svoj ego v enem obdobju, ko je bila vstopnica za tvojo oddajo skoraj da valuta, ne? Skoraj se je dalo, ljudje bi se tudi stepli za vstopnice in tudi mislim, da so se kdaj zravsali. Ne? To se bo zdaj, po mojem, spet zgodilo, ne? Ker na koncu veliko ljudi bi si to oddajo rado prišlo pogledati v živo, še posebej, ne? Ker pač vse veš, začetka ne bo na televiziji, ne? Tisto, kar bo v oddaji, se ne bo moglo, bi rekel, doživeti, ne? Če boš gledal samo na televiziji. Popolnoma, ne, ljudje ne bodo mogli občutiti vsega tega, kar bo na afterpartiju, ne. Biti zraven, ne.
bo najverjetneje nekaj, kar bo, nek prestiž, ne. In tu bom spet imel težave, ne, ker seveda ne moreš vseh povabiti, ne. Zato sem pač se z našo ekipo dogovoril, da bomo seveda povabili tiste, ki so nekoč bili, pa seveda omogočili dobro medijem, absolutno omogočili seveda tudi ljudem, ki nam bodo stali ob strani in pomagali, ne. Zdaj rabimo mi spet malo te pomoči, saj veš, odre postaviti, te transporte, šotore, luči, ekrane, to vse bo imelo nek strošek, ne. Jaz sam, ga bom skušal seveda pokriti, to sem se tudi zavezal pred vsemi, ne, ampak seveda pa je fajn, če imaš še koga, ki ti kaj priskoči na pomoč, v zameno seveda za neko reklamo, ki jo bomo absolutno ponudili, ampak zaenkrat se pravim, čakamo boljše čase. A te kdaj odneslo od egotripa v času največje slave? Imaš občutek, da si kdaj šel predaleč, da si sam postal zelo zvezdniški? Ne, nikoli, glej, saj veš, jaz sem bil strašno vesel kakršnegakoli intervjuja, vedno sem bil med ljudmi in še danes sem rad med ljudmi, ne. Jaz sem taki kot sem, ne glede na to, da sem bil takrat res po nekih statistikah najmedijska osebnost desetletja. Dobil sem nagrado, najvišjo priznanje v državi. Strašno žal mi je, ne, da tudi teh Oskarjev, ne, ki smo jih imeli, ne, veš, ko je bil v eni noči nek glamur Slovenije, ne, ko so prišli res vsi, ki so bili popularni, in jaz sem bil kot mlad takrat, ne, ko je meni Matjaž Tanko dal nagrado, kipec za najboljšega TV voditelja. On je meni dal nagrado, ne, pa verjamem mi, Denis, to je zame pomenilo nekaj nepozabnega, ne. Taka ikona ti da tako priznanje, ne. Takrat sem začutil, da zdaj pa to že muca malo šalo zneslo, ne. Tako da, ne, to so nepozabni občutki, ne. Tega glamurja ni več. Spomnim se, kako smo mi delali lepoto Slovenije. Mi smo te misice, jaz ko sem najavil, Alenko Vindiš, ne, vse veš, Ptujčanko, Mašo Mers, vse te, tudi Rebeko Dremelj, ko sem jaz te punce najavil, zmagovalke, na koncu, glej, pri meni je začela, ne, tudi Melania Knavs, danes Melania Trump, prva dama Amerike. Z nami je hodila tu v Sveto Trojico, gor smo jo tam imeli na odru in je tekmovala med najlepšimi. Bila je sestavni del te oddaje. In kaj se je zgodilo? Jaz sem seveda skupaj z našo ekipo, ne, še enkrat, bila je v zakulisju izredno pomembna tudi gospa Bernarda Eklin, ne, ki je vame verjela od prvega dne, ona je skrbela, veš, za to, da se ni karkoli slabega zgodilo, in mi smo na te oddaje povabili predstavnike najboljših svetovnih agencij, ne, iz Milana, iz Rima, iz Dunaja, iz Pariza. Saj ne, da so se vsi odzvali, ampak večina se jih je pa odzvala. In ko so prišli, ne, so tam najdli en šopek slovenske lepote, dobesedno zastonj. In mi smo v momentu podelili čeke za 2-letno pogodbo, so jih potem peljali v Pariz, v Milano, za 75-100 tisoč ameriških dolarjev. Takrat so bile to blazne cifre. Kaj hočem reči? Ne, da se ne da. Tudi danes se da. Če jih seveda pravilno pristopiš in jih povabiš, ne, ampak ta glamur izborov za mis, Madonna, tega ni več, ne, in jaz ne vem zakaj, ne. Sicer še obstaja v neki obliki, ne, ampak ja, zdaj kakšne. Ja, drugače je, ne. Kakšne spomine pa ti je Melania ostala še v svoji Knavs fazi življenjski? Ona je že takrat vedela, kaj želi, kaj hoče, točno je imela jasno zastavljene cilje, bila je izredno taka ikonična persona in vem, da je taka še danes. Ne nazadnje imamo, ne, še vse posnetke od nje. V času kampanje pred 6 leti ali 7, ko je bila najbolj vroča, so televizije CBS, NBC, ABC, vse so prihajale k nam, tudi k meni, z željo, da jim te posnetke predamo. Ampak ker sem videl, ne, da želijo bolj škoditi, kot ne pomagati, ne, teh posnetkov nismo dali, no, kljub temu, da so nam ponujali blazne honorarje oziroma denarje. Stari posnetki so zmeraj zanimiva stvar, ne. In potem na neki točki luči ugasnejo, čarovnija izpuhti in se začne eno drugo življenjsko obdobje, politično, ne. Pa glej, jaz nikoli nisem bil politik, tudi nočem več slišati za to. Meni osebno, še enkrat povem, ne, je vedno znova bilo samo eno. Jaz sem Mariborčan, ne, to mesto imam rad, tukaj imam
svoje življenje, tukaj imam svojo družino. Tu sem zrasel, ne, in tu bom tudi končal. Ampak hočem nekaj reči, da pa je Maribor capljal vedno za temi velikimi mesti, ne, mi pa ni bilo vseeno, ne. Ker na koncu koncev tudi zdaj, ne, so te razlike ogromne, ne. To zdaj, če primerjaš Ljubljano z Mariborom, takrat še ni bilo tako, ne. Zdaj je pa to 1:100. In sem potem razmišljal, pa kaj pa lahko tu naredim, ne. In sem pač rekel, ok, bom probal še jaz malo ta moj, da rečem, medijski efekt uporabiti, pa skušati pomagati temu mestu tudi po tej poti. Ampak tu me pa ljudje niso sprejeli. Ne, in nekako so to mojo željo, da bi pomagal še na tem področju, zavrnili. Jaz sem umaknil že z vseh funkcij, tudi ne mislim se več, bi rekel, s tem ukvarjati. Ker enostavno se v bistvu ne da, če ti ljudje ne zaupajo, ne, in ti ne dajo te priložnosti tega mandata, potem to niti nima smisla. Kot vidiš, sem upravičeno žalosten, kaj se dogaja v Mariboru, ne. Ampak sej, volivke in volivci imajo vedno prav. Imaš pa danes še eno funkcijo, ki je takrat v 90-ih nisi imel, zdaj si tudi dedek. Ja, zdaj sem dedek, imam 2 prekrasna vnuka, na katero sem še posebej ponosen. Tam mali je že novi Luka Dončić, to špilamo košarko. Moram reči, da je fenomenalc, pazi, hodi v 3. razred in skoraj vsako žogo iz trojke zadeva. Ne. To jaz ne moram verjeti, ampak tako je. Zdaj so imeli tekmovanje, trenira pri Braniku, ne, tam je zdaj on glavna zvezda in seveda tam je že dobil tudi nagrado, ne, zdaj so imeli za originalno žogo s podpisom Luke Dončića, je pa ves od Luka Dončića. To pa seveda. No, v 90 bi tudi verjetno Luka prišel na jaz bi ga z veseljem povabil. Pa najverjetno bi ga že imeli, no, če bi oddaja še vedno bila. Ključno vprašanje za konec, a je barva Rekelca že izbrana? Ne, to je pa zdaj tisto, kar usklajujemo z temi našimi kazinkami. Bomo zdaj seveda, ko so se sestale, ko bodo naštudirale koreografijo, to uvodno, ne, sprejem spet po stopnicah za pojem, ne, one bojo zaplesale. Kaj bo zdaj ona imela oblečene, potem pa se jaz temu primerno dal tudi Rekelc. Morda, pa vmes zamenjam še 2 ali pa 3 barvo, ne. Nikoli več. Ko me čakamo, želim več kot uspešne priprave na 24. november, zelo se veselimo. Hvala lepa za ta super, malo nostalgičen pogovor, jaz sem vseeno star fan, moram priznati, no. Tako da se vidimo v festivalni dvorani. Hvala, ker ste bili z nami, berite nas še naprej v tiskanih zdaj in na www.večer.com. Mi pa si bomo zdaj potegnili iz omare svoje oblačila iz 90-ih, jaz se bom mogoče na gobico postrigel, tako da se vidimo v festivalni. Čau.